Tanja, živjo, najprej čestitke za izvolitev, jaz sicer nisem sploh dvomil. Si zadovoljna z rezultatom? Ja, problem je v tem, da smo se zmenili, da ne bo proti kandidatov, ampak to so ti SD-jevci, ne moreš nobenemu nič verjeti, oni skozi delajo nekaj kar po svoje. Kaj pa je narobe? Glej, bolje, da ti ne govorim, to so sami kekci, čudaki, Nemci je itak čisto nor s tisto nitko, ne, to veš. Han, bolje, da ne začnem, pa Möderndorfer, dokler ne dam maske gor on v mojo oziroma v našo poslansko pisarno, nima vstopa, kar se mene tiče. Pol SD ni več to, kar je bil, ali kaj? Lepo te prosim, Tilen, ta stranka je čist konec. V tem trenutku bi bilo katerokoli drugo stranko bolje prevzeti. Mandela, veš, res. A res? A tudi SDS? Ja, seveda, tam je vsaj red. Ve se, kdo je šef, z veseljem prevzamem tudi NSI. Oni so že navajeni, da jih baba komandira. Kaj pa recimo Levica ali pa Desus? Pri Levici je tako, da malo bolj zaupiješ, pa se vsi pokakajo. Pa če žensko se nihče ne bo bunil, ker je to seksizem, Desus je pa najlažje voditi. Vsake pol leta rečeš, da boš dal penzije na Jurija, pa je. Vidim, da si zelo dobro se preštudirala, da mi povej, a si kaj pogledala mojo oddajo? Ja. Kako se ti zdi? Sem malo, kar v redu. Jaz sem sicer v Bruslju navajena, mogoče malo bolj dodelanega humorja. Za Slovence je tole čisto dobro. Če boš pa kdaj hotel vseeno kaj resnega početi, se pa javi, bomo našli kaj zate. Kaj misliš, da bi sploh kaj v SD-ju, ali kaj? Ja, govoriti znaš kot Pahor, suh si kot Lukšič, dolgočasen kot Židan, tako da si že skoraj prekvalificiran. Ok, Tanja, hvala za enkrat. Se sliš pa malo kasneje, no? Ja, ni problema, povej mi raj kako foro o Šarcu iz Gagaja.